Selektor, kako hitro je bilo treba preklopiti na Belgice? Če včeraj, pozno zvečer na večerji smo se lepo pogovorili, ni nobenih problemov v ekipi, dvignili smo glave, skupaj smo stopili, v težkih trenutkih je to najbolj pomembno. Publika je stopila tudi za nami, zato se ji še enkrat zahvaljujem, ni popustila in res nam je dala, vlila nove moči. Kaj vemo o Belgicih, kdo so ključni igralci, kaj se njihovo igra? Sigurno so zelo individualno močni, igra 1-1 jih krasi, po celem terenu lahko, na katerem koncu terena te lahko preigrajo, ampak mi z našo agresijo, z našim timsko igro in pa s kvaliteto jih moramo potisniti na njihovo polovico. Kakšna tekma nas čaka? Sigurno prve minute bomo še psihološko potrebovali veliko pomoč publike, čaka nas težka tekma, ki jo moramo zmagati, enostavno nimamo druge opcije, mi smo to sposobni in jaz verjamem fantom. Ocena po prespani noči s tekmi s Španci, kaj je bilo okej, kje so rezerve? Vedno je dobro prespati, ne vroče glav, kaj razmišljati preveč, nič. S Španijo lahko potegnemo edino drugi polčas, mislim, da če bi gledali po polčasi, bi zmagali 1-0, da smo dokazali, da je bil prvi polčas mogoče slab trenutek, slab začetek in to je to drugi polčas, borba in dokaz, da lahko tudi pariramo Špancem. Kako izkoristiti soboto, kako močna je utrujenost? Sigurno po taki tekmi se pojavijo manjše poškodbe, velika utrujenost, moramo se dobro regenerirati, sanirati poškodbe, imamo še 2-3 dni za to in potem iti na glavo. Je bilo kaj treme, preden ste prvi stopili v vratnice na Evropskem prvenstvu, kako ste se počutili, kakšni so vtisi? Sigurno debitiram na Evropskem prvenstvu in normalno je bilo treme in lahko rečem samo, da sem vesel in ponosen, da sem del te ekipe, del te zgodbe in res, ko vidiš, koliko ljudi stoji za tabo in to je verjetno krona moje kariere. Če ko ste prišli na ogrevanje, je bila dvorana kar polna, kako je bilo to čutiti, ko ste prišli pred? Sigurno, tako sem že prej rekel, fenomenalni občutek, verjetno 80% reprezentance še ni igralo pred toliko ljudmi in normalno, da je na začetku šok, ampak dokler se ne privadiš in res fenomenalni občutek. Prihaja Belgija, kaj so njene glavne odlike, glavni igralci, kje in kako bodo nevarni, kaj jih krasi? Sigurno Belgija smo videli, da ni naivna ekipa, da znajo igrati, da so individualno zelo močni, 1-1 in tu bomo mogli dati poudarek na teh 2-3 igralcih, ki izstopajo in verjamem, da selektor s svojim štabom že dela na tem, da nam čim bolj približa, kako jih pokriti in verjamem, da rezultat ne bo izostal. Kakšna tekma nas čaka? Slovenija bo verjetno imela več žogo v svojih nogah. Kaj to pomeni za nas, za našo igro? Sigurno ne bomo samo oziroma večino časa v obrambi, ampak bomo tudi mogli napadati z žogo in verjamem, da je tudi to dobra stvar za nas, verjamem, da lahko naredimo velike težave Belgijcem. Tako smo že rekli, so se navijači v petek izkazali. Kaj bi jim sporočili pred ponedeljkovo tekmo, bi jih povabili, kako jih povabili, da so zopet pravi v Stožicah? Sigurno še enkrat se zahvaljujem vsem, vsakemu posebej, ki je bil v Stožicah in jih tukaj še enkrat pozivam, da naj zopet pridejo nas podpreti na zadnji 2 tekmi, kajti prvenstvo se zdaj začenja za nas, ti 2 tekmi oziroma sta seveda ključni za preboj, kar je tudi osnovni cilj in res vabim vse še enkrat, da nas pridejo podpreti v čim večjem številu in da bo naš 6. igralec.
Sam še skok nazaj. Kako se boste vi pripravili na Belgijo za svojo vlogo vratarja? Kaj se boste pogledali? Ja, sigurno, tako sem rekel, selektor in z njegovim štabom nas bojo sigurno dobro pripravili. Imamo še 2 dni, imeli bomo nekaj sestankov, nekaj videoanaliz in verjamem, da se bomo vsi skupaj dobro pripravili. Ocena po prespani noči s tekmo Španci. Kaj je bilo okej, kje so rezerve? Pa ja, evo, prespali smo tekmo, malo smo se pogovorili. Če okvirno pogledamo, sploh ni bilo toliko slabo, ko po statistiki, mislim, ni bilo slabo, bilo je, ker je bilo že 4:0, lahko bi se razpadli, lahko bi bilo še več, ampak pokazali smo karakter, pogovorili smo se med polčasom in mislim, da je ta drugi polčas en lep in dober pokazatelj, da lahko igramo z najboljšimi ekipami in neka spodbuda vnaprej, sploh za te 2 tekmi, ki nas čakata. Kako izkoristiti soboto? Kako močna je utrujenost? Pa ja, vsekakor je prisotna, sploh po taki tekmi, ko moraš res biti na 120 tvojih zmožnosti, tako da imamo zdaj malo regeneracije, pol pa počitek, pa počasna priprava na odločilno tekmo z Belgijo. Ko ste rekli, kaj je Belgija, kaj so njene glavne odlike, glavni igralci, kje in kako bodo nevarni, kaj jih krasi? Pa gledali smo njihovo tekmo z Belorusijo, krasi jih predvsem ta individualna kvaliteta, spuščajo se v neke take, kako bi rekel, ne futsalerske poteze, kar se bomo mogli prilagoditi na to, ampak ja, vsekakor pa mislim, da z našo neko agresivno obrambo, da jim znamo narediti velike probleme. No. Kakšna tekma nas čaka še? Pa vsekakor se bo, mislim, da malo čutili pritisk, kajti treba je zmagati, če hočeš nadaljevati oziroma upati za napredovanje, ampak mislim, da s tem nimamo problema. Tukaj so fantje že izkušeni, mislim, taka zmes mladosti in izkušenosti, tako da nimamo se kaj bati, gremo po to zmago in sanje v četrtfinalu. Verjetno bo imela Slovenija več žoge v svojih nogah. Kaj to pomeni za nas? Ja, čaka nas drugačna tekma, kot smo imeli zdaj proti Španiji, kajti, tako kot ste rekli, večinoma tekme je imela posebej Španija, zdaj bomo mogli igrati mi, kar je, Belgijci nas bodo sigurno čakali na centru in čakali svoje priložnosti v protinapadu, ampak mislim, da smo se že malo o tem pogovarjali, kaj in kako igrati proti tem, tako da brez straha gremo na polno in gremo po to zmago. Navijači so se petek izkazali, kaj bi jim sporočili in kako pomembni so za vas, kako bi jih povabili, da so ponedeljek spet pravi v Stožicah? Ja, res je bilo fantastično vzdušje, sploh ko prideš, mislim, za nekatere fante je bilo to prvič, da so igrali pred takim številom gledalcev in vsekakor bi rad vse pozval, da nas pridejo podpreti, zdaj jih potrebujemo bolj kot kadarkoli, čeprav ni rezultat glih prve tekme, to bi prosil, da nam stojijo ob strani, da nas podprejo in da gremo skupaj po to zmago. Ocena po prespani noči s tekmi Španci, kaj je bilo okej, kje so rezerve? Ja, mislim, da so Španci od prve minute pokazali vso svojo moč in znanje, ki ga premorejo. Res so nas kaznovali takoj v bistvu na začetku in rekel bi, da je tu dalo njim neko dodatno moč, nas je pa malo potolklo, malo je umirilo atmosfero, ki je bila fenomenalna in rekel bi, da nismo bili od začetka, se pravi v ritmu tekme in mislim, da je to bil največji problem. Potem pa iz drugi polčas mislim, da smo se nekako vzpostavili nek ritem in odigrali bistveno boljše in pokazali in mislim, da je ta drugi polčas nekaj, na čemu moramo graditi nadaljnje prvenstvo. Kako izkoristiti to soboto, kako močna je utrujenost? Ja, zdaj imamo 2 dni, treba izkoristiti, da se čim bolj odpočijemo predvsem in pripravimo na ponedeljkovo tekmo, analiziramo Belgijce, analiziramo svojo tekmo in se čim bolj pripravimo na ponedeljek. Prihaja Belgija, kaj so njene glavne odlike, glavni igralci, kje in kako bodo nevarni, kaj jih krasi? Ja, Belgija, mislim, da jih dobro poznamo. Mislim, da jih krasi individualna kvaliteta, res imajo neki posamezniki, ki so vrhunski. Mislim, da jih to predvsem krasi, so kompaktni,
in mislim, da so zelo zahtevna ekipa, ampak verjamemo vase in gremo na zmago. Kakšna tekma nas čaka? Rekel bi, da nas čaka drugačna tekma kot s Španijo. Mislim, da bojo bolj stali nižje, da ne bojo šli v visoki pressing proti nam, da bojo čakali priložnosti sproti napadov in mislim, da je to bistvena razlika med temi tekmicami. Ko ste rekli, da bo bolj Slovenija imela več žogov v svojih nogah, kaj to pomeni za našo igro? Ja, to pomeni, da bomo imeli večjo posest, da bomo mogli biti bolj previdni, se pravi, oni bojo čakali na naše napake, tukaj bomo morali biti res pažljivi in to je največja stvar. Tudi Belorusijo so pomagali 4:0, je to presenečenje? Pa mogoče za koga je, mogoče pa ni. Mislim, da so to podobne ekipe. Mislim, da je tukaj šlo bolj za dnevno formo enih posameznikov in mislim, da je to bilo to. Navijači so se v petek izkazali, kaj bi jim sporočili še, kako pomembni so za vas, kako bi jih povabili, da so spet ponedeljek zopet z nami v Stožicah? Ja, navijači so bili res vrhunski, zahvalil bi se jim zdaj, res je bila vrhunska atmosfera. Sporočil bi jim, da ne odnehajo, da je komaj začetek prvenstva, mi bomo pa vse naredili, da bomo v ponedeljek bili pravi in zmagali tekmo. Njih pa bi pozval, da pridejo v čim večjem številu spet.